V letošnjem letu Simfonični orkester Glasbene šole Krško obeležuje častitljivo 30-letnico. Začetki segajo v 90. leta, ko je vajeti glasbene šole prevzel Drago Gradišek, ki je tako šolo kot tudi orkester vodil vrsto let. Pobudnik se je, kot vedno na začetku, srečeval s porodnimi težavami. Težava je bila v tem, da je bilo premalo violin, in potem je Suzana Drobila pa Barbara Smoli so veliko nalogo naredile, so vse bivše učence povabile in kar precej se je pojavilo. Na pihalnem pa trobilnem oddelku so pa ogromno pomagali tudi godbeniki. To so vsi moji učenci bivši, ne. Prva leta nekaterih instrumentov niso imeli. Začeli smo pravzaprav brez viol, brez violončel, brez kontrabasa. Na prvih koncertih so bili najprej smo imeli substitute, prve koncerte, prva 3-4 leta so še pol pomagali, pa 5, pa kontrabasih tudi, ne. Potem smo imeli pa že svoje počasi, ne. Jaz bi temu rekel tako, šel sem z glavo skozi zid, ne. In zid se je podrl, glava je ostala cela, na drugi strani zidu je bil pa samo en mali grm. In če sem jaz videl samo en grm, sem rekel, iz tega bo nastal tudi nek gozd. In danes vidite, da je ogromno teh glasbenikov v simfoničnem orkestru. Še posebej me pa veseli to, da ta orkester, kar sem jaz pred 10 leti pač zapustil, bilo je preveč za mene že, tako dobro dela naprej. Kadrovskih težav po 3 desetletjih nimajo več. Tukaj pa se moramo iskreno zahvaliti glasbeni šoli, ker kader je na vseh inštrumentih. Glasbena šola večinoma glasbena šola Krško izšola. Je tudi kakšna posebnost, recimo iz Sevnice ali pa, ker tam pač nimajo simfoničnega orkestra. In mlad kader je vsekakor vseskozi dobrodošel. V vsem tem času so nastopili na številnih odrih in odigrali kar nekaj zvenečih del. Od Vražjega dekleta, Roka Kurenta, da ne govorim o Kordobi v Španiji, kjer smo gostovali s celim orkestrom. Koncerti, tako protokolarni kot naši, samostojni. V glavnem, bilo je res lepa bira. Skoraj od vsega začetka. Mislim, da sem po 5 letih prišel na željo šefa, ki je seveda Draga Gradiška, dirigenta, ki je rabil fagot. In sem začel v bistvu se učiti fagot takrat in sem kmalu prišel do orkestra. Prej je sicer že vrsto let igral klarinet, a? Fagotisti smo takšna posebna zvrst glasbenikov, ki je precej zaželena, po drugi strani se pa sploh otroci težko odločijo za začetek učenja na fagotu, ker je precej redek inštrument še vedno in zato pravzaprav ni tako težko oblikovati dobre glasbenike, ker se tisti, ki se za njega odločijo, že prej pravzaprav vejo, kaj si želijo in je lažje delati. Poleg učitelja in glasbenika je tudi hišni komponist. Res je, posvečena domačim kraju, posvečena raznim obletnicam, praznikom. Fino je delati v takem okolju, kjer so orkestri tako kvalitetni in imaš po drugi strani priložnost, da se tvoje skladbe pravzaprav izvajajo. Redko kater skladatelj ima priložnost, da se vsaka njegova stvar, ki jo naredi, izvede na tako visokem nivoju, ki je to pri nas mogoče, tako da to sem zelo hvaležen. Trenutni vrh mu predstavlja muzikal Rok Kurent. Je bil vrh, ja, ker je konec koncev tudi en redkih izvirnih muziklov, ki so bili napisani zadnje čase. Se pravi, da je bil narejen izvirni libreto in glasba na to, kar trenutno žal ni običajno, predvsem zaradi finančnih sredstev, ki to za seboj potegne, tako da je velika zahvala Drago Gradišku, da je to v bistvu nekako uspel finančno speljati, da smo takrat to lahko spravili na oder in posneli. To je bilo približno 3 leta dela. 1 leto s kompozicijo in usklajevanjem, potem pa še 1 leto priprave in postavljanja na oder, tako da je bil kar dolg in zajeten projekt. Na začetku svoje kariere v simfoničnem orkestru pa je Aljaž Pirc.
Simfoničnem igram že 1 leto, v godbi malo dlje. Ukvarjam se pa z glasbo že približno 7 let. Meni to pomeni veliko, ker nima veliko ljudi priložnosti igrati v takšnih zasedbah in sem zelo počaščen, da lahko igram v našem simfoničnem orkestru Krško in sem tudi ponosen nanj. Načrtov za prihodnje jim ne manjka. Po počitnicah nas čaka pot v Češko, kjer so nas kolegi pobrateni povabili, da sodelujemo na njihovi prireditvi. In potem konec leta je spet protokolarni dogodek, kjer pa sodelujemo že leta in leta, ne.